Ko ne veš, kam bi šel poleti, ti ostane samo eno. Odpreš tale zemljevid in se hitro odločiš. Zemljevid porabe piva je tole. Doma sem že naveličan teh 30 do 40 stopinj in sopare. Na Češkem sem že bil in tam sem si naredil tako fino zalogo piva za doma, tako da je najbolj logična izbira nekaj severnega. Irska. To je dežela, kjer povprečno vsak na leto spije 100 litrov piva, tako da ima ziher tudi veliko dobrega piva. To je tudi dežela, ki je kar 7-krat zmagala na Euroviziji, tako da očitno ima pivo tudi dober učinek na glasilke. In to je tudi dežela, kjer je trava še posebej zelena in kjer so Fordi v primerjavi s tem rdečim še posebej modri. Tudi moj EcoSport je. Tale je že drugič prenovljen in z opremo ST-Line, da res dobro izgleda. Od preteklega je bistveno boljši, če ga recimo primerjam z EcoSportom, ki sem ga prvič vozil na Škotskem. Tale ima drugačen obraz in boljše materiale v notranjosti. Dejansko je veliko kabine posodila nova Fiesta, tako da je tukaj 8-palčni zaslon multimedijskega sistema, merilniki so bolj pregledni in vse skupaj je bolj kvalitetno. Celo sedeži so boljši, tako da se bom od enega gradu do drugega prevažal čist na easy. Najprej sem videl prekrasen grad v Kilkenny, star več kot 800 let. Nato iz skale vlekel meč Excalibur pri gradu Cahir. Ni mi sicer uspelo, je pa to grad, pri katerem so posneli že več serij in filmov. No, zdaj pa sem na poti na zahod proti obalnemu mestu Lahinč, kjer je živel najstarejši barmen na Irskem. Upokojil se je šele pri 91 letih in baje je natočil najboljši pint daleč naokoli. Ja, itak, če pa je točil pivo 82 let. A veste, da tukaj ni kač, krto, podlasic in srnjadi zaradi oddaljenosti od kontinentalne Evrope? Ja, krave in ovce imajo tukaj sveti mir, dokler ne pridejo na krožnik. In ker so davki nizki, ima tukaj evropski sedež veliko svetovno znanih podjetij, kot so Google, Microsoft in IBM ter podobni. Ircev je za slabih 7 milijonov, 5 na južni, 2 na severni strani in danes po svetu živi okoli 80 milijonov ljudi z irskim poreklom. Gotovo pa se jim zdaj cedijo sline po domovini in domačih plažah. Najbolj bizarno je, da je doma zdaj pod 20 stopinj, zato je marsikdo prišel domov z morja, ker je bilo premrzlo. Jaz pa sem hotel, da je bolj sveže, pa sem prišel na 31 stopinj, zato že takoj švicam. Irci se zdaj res ves čas pogovarjajo samo o vremenu, ker taka vročina je za njih nekaj nepredstavljivega. No, jaz pa sem očitno šel kopati v Atlantik kar v gatah, zato ker kopalk itak nisem vzel s sabo. Pol pa na pir. No, da ne boste mislili, da sem bil edini, ki se je kopal. Voda je trenutno tako topla kot pri nas, okoli 19 stopinj ima, tako da je v Atlantiku ogromno kopalcev, so mi pa punce povedale, da nikakor ne smem mimo njihovih najlepših klifov. Dobro so mi punce svetovale tele klife. A veste, da je tukaj doma najhitrejše bitje na svetu? Sokol selec. Zaenkrat ga sicer še nisem videl, ampak tudi če bi ga ne bi za dolgo, ker leti s hitrostjo 390 km/h, v bistvu po ravnem pa 200 na uro, kar pomeni, da je v vsakem primeru hitrejši od mojega EcoSporta. No, tile klifi so stari 320 milijonov let, dolgi 8 km, najvišja točka 214 metrov, ogled pa stane 8 evrov. Le bom dol padel tam, ne? Halo! Ok, hvala. Thank you. Sem glih poslal 2 kamna, Anžetu pa Mateju z Mohrskih klifov, da navta rekla, da nikoli čist nič ne dobita. Cesti tukaj na podeželju so precej ozke, moraš kar malo paziti, ko se s kom srečaš, pa še ful grob asfalt je. Nekaj malega je tudi avtocest, ampak prometa ni veliko, razen če si v glavnem mestu. No, v Dublinu in okolici pa živi skoraj toliko ljudi kot v Sloveniji in zato je še par let nazaj bilo to 15. prometno najbolj obremenjeno mesto na svetu.
vem, če sem že kdaj bil v bolj žurerskem mestu kot je Dublin. Baje je kar 50% ljudi tu mlajših od 25 let, zato je pred lokali taka gužva, da sploh ne moreš verjeti. Mislim, da smo Štajerci aktivni na žurkah, pa so tule še bistveno bolj. In na skoraj vsakem koraku lahko slišiš glasbo. Zato pa so tukaj nastali svetovni znani U2, The Dubliners, Thin Lizzy, Sinead O'Connor, Boyzone, pa Westlife, če te boga zanimalo. Sicer pa se z avtom tu ni fajn voziti, zato jaz hodim okoli peš, jutro grem pa že naprej. Zato je zdaj čas za osvežilni hmeljev napitek. Nov dan, nove zmage. Gremo v obali na sever. Človek bi pričakoval, da glede na to, kako uživajo v glavnem mestu, se bo to poznalo tudi po raznobarvnosti avtomobilov. No, pa se ne. Najbolj zaželena barva tukaj je siva. Kar 37% novih prodanih avtomobilov je takšne barve. Sledita črna in bela, no ampak ker takšnega ekosporta jaz nisem želel, sem vzel modrega. To je četrta najbolj zaželena barva tukaj. 13% nas zdaj vozi takšne avtomobile. Irci imajo kar radi avtomobile. Vsako leto jih kupijo vsaj 130 tisoč, torej dvakrat več kot mi. Ford pa je tukaj po prodaji na 3. mestu. Saj sem verjel, da se splača palače 4 ure na sever. Poglejte to! To je ena najlepših cest na svetu. Zato so jo tudi uporabili v seriji Igra prestolov Game of Thrones po domače. The Dark Hedges se imenuje, v bistvu pa je tole bukov drevored. Včasih jih je bilo 150, danes še okoli 90. Ja, vedel sem, da se splača nareči tale ovinek. Čeprav ceste so tukaj res lepe. Ja, vem, zdaj je noro vreme, zato je res lep razgled, ampak uživam pa lahko, ne? Ja, motor. EcoSport poganja seveda večkrat nagrajeni litrski turbo EcoBoost, ki da od sebe 92 kW, kar je 125 konjev in 170 Nm navora. Čisto dovolj je poskočen, povprečno porabi dobrih 7 litrov in več moči ob takšnih omejitvah niti ne bi smel imeti, zato ker na avtocesti se lahko največ pelješ 120 km/h, itak pa se vsi držijo tistega, kar piše na tablah. Zdaj pa na tabli piše nekaj za mene. Yes! Poglejte tole. Tole je Giant's Causeway oziroma velikanov prehod. Legenda pa pravi, da ga je zgradil irski velikan, ko je hotel srečati škotskega. No, ko ga je uzrl, se ga je ustrašil, ker je bil večji od njega. Potem je irski odletel na goro k ženi, ona ga je preoblekla v dojenčka, položila v zibel. No, ko je škotski velikan videl tega otroka, se je ustrašil, ker je mislil, da je foter največji velikan na svetu, zato je ušel nazaj na Škotsko, vmes pa podrl tale prihod. In najbolj zanimivo je, da so na drugi strani kamni podobnih oblik. V resnici je vse tole ustvaril vulkan, kamnov pa je okoli 40 tisoč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aja. 1, 2, 3, 4, 5, 24... Zdaj smo pozabil, no, še enkrat. Še obvezen postanek sem opravil pred potjo nazaj na jug, ker avto pač lahko gre na bencin, jaz pa rabim drugačne vrste štrom. S Fordom EcoSport sva lepo obdelala večino Irske, prevozila v teh dneh kakih 1600 km in priznam, da bi še kakega več, če se mi ne bi mudilo nazaj domov snemati novih prispevkov. Anže in Matej sta me v teh dneh vsaj 5-krat klicala, da kdaj bom prišel nazaj domov, jaz pa pravim, da avto je treba res dobro stestirati, preden ga vrneš. Pa še rekordno in zgodovinsko lepo vreme sem imel, ker na Irskem že dolgo ni bilo 31 stopinj, sploh pa ne en teden sonce. In zdaj končno glavni razlog, zakaj sem sploh prišel na Irsko. Avto je lepo parkiran in danes ne vozim več. Žeja je, odprto je, pač simbola Irske ne smeš spustiti pred odhodom domov. Ma prekletji ptiči, da je to.